Jure, povejte, vam je bilo všeč na prostovoljnem služenju Alfantom, povejte, kakšne vtise ste dobil po zaključku? Meni je bilo zelo všeč, tudi sem že od nekdaj imel željo sprobati, da sploh vidim, kaj je razlika med vojsko, ko je mogoče vidiš v filmih, ali pa ko ti misliš, da je vojska, kaj je pa dejansko v vojski, kaj se dogaja. Tako da sem šel z veseljem probati, tudi ni mi bilo težko, bi rekel, iti čez vse. Seveda pač so vzpomni paci, so trenutki, ko je tak fizičen napor, da bi najraje nehal, a pa da bi šel domov, ampak če presežeš samega sebe, veš, da si nekaj dobrega naredil. Preden ste šli na prostovoljno služenje, imeli ste zdravniški pregled. Ali se vam je zdelo, da je dobro biti fizično pripravljen? Ni treba, da si ravno ekstremni športnik, ali pa res športnik, preden greš. Je pa v redu, da imaš neko osnovno kondicijo, oziroma pač, da si fizično toliko pripravljen, da zmoreš neke osnovne stvari. Zdaj spet je odvisno od vojašenc in od letnega termina, kdaj greste. Predvsem je pa fajn, da imate utrjene noge, ker se veliko hod in z veliko težo, tako da če nisi v nogah preveč siguren, boš težko zdržal. Prvi tedni kakšni odpovejo, ne? Prvi tedni so verjetno najtežji, ko pa se navadijo vojaki prostovoljci, pa zadeva steče. Prvi teden je mogoče težek, ne toliko zaradi fizičnega napora, ker tudi vodniki nekako postopoma nas prilagajajo na vse to, predvsem zaradi psihološkega učinka, ker marsikdo pride v vojsko in misli, da je tam kakor športni tabor in ni prilagojen, ni navajen, ne pričakuje, da bo toliko ukazov, da moraš toliko slediti ukazom, da vodniki morda glasno poveljujejo tekom celega dneva, da mogoče kdaj se zaderejo nate in če nisi pripravljen nekako na to, marsikdo verjetno odpove vsaj v prvih tednih zaradi tega. Služenje je razdeljeno na dve fazi, drži? Ja. In na koncu je preverjanje in ocenjevanje znanja. Kaj ste imeli ob zaključku, kakšna preverjanja? Ob zaključku prvega preverjanja je PGS pravzaprav, to je samo preverjanje gibalnih sposobnosti in je samo nekako okvirno, zato da vidiš, kje si, ker glavni PGS je po zaključku druge faze. Po koncu prve faze se drugače piše samo izpit, pravzaprav pisni, to je pa znanje, ki si ga pridobil v prvi fazi, to je neka osnovna orientacija, zemljevidi, uporaba pač stvari, ki vam jih vojska da, to so radiji, zveze, tudi puško. V prvi fazi imate test iz puške in iz pištole, tako da če ne narediš prve faze, če ne narediš testa iz puške, potem tudi v drugo fazo težko vstopiš, ker zamudiš vsa streljanja. Kdaj ste zjutraj vstajali in do kdaj je potekal urnik? Urnik se začne 15:07, to pomeni 15:07 moraš biti zunaj v uniformi v postroju pripravljen, predtem pa moraš narediti svoje jutranje dolžnosti in pa seveda pojesti zajtrk in pač se pripraviti. To pomeni, če rabiš 15 minut, da se urediš, lahko vstaneš ob 7, oziroma zajtrk je pol 7, to pomeni, da ti nekako lahko pol 7 vstaneš, če uspeš vse narediti takrat. Mi smo pa večinoma ostajali 15:06 ali pa ob 6. Pa do kdaj bo urnik? Urnik je do 5, ponavadi, lahko tudi dlje, če je kakšna vadba dodatna. Drugače si pa po 5 uri prost, seveda to pomeni, da nisi prost, da sediš in gledaš televizijo, ampak da čistiš opremo, čistiš čevlje, pripraviš opremo za naslednji dan, morda kakšna dodatna vadba, če misliš, da si premalo pripravljen, fitness, tek, pohod ali pa druženje seveda, če je. En fant je rekel v filmu, fenomenalno je, super, same pohvale. A bi tudi vi imate iste misli, ste istega mnenja? Verjetno, če bi me vsak dan to vprašali, kakšen dan bi rekel ne, ker pač kakšen dan je res tak napor oziroma to težko, da ti ni v redu. Ampak če povzamem vse skupaj, bi rekel, ja, isto, fenomenalno. Če bi se lahko še enkrat prijavil? Vsekakor. Bi se. Tudi en bi tako rekel. Samo še zadnje vprašanje z moje strani.
Kaj pa še to za življenje, ste dobre stvari odnesli naprej za življenje, za nadaljnje življenje? Ja, če ne drugega, se nekako navadiš na fizično aktivnost, tako da skušaš vzdrževati tisto, kar si pridobil, in seveda šport je zdrav način življenja, poleg časovnice, da se navadiš neko bolj delati. Mogoče tudi v teh 4 mesecih imaš nekako čas razmisliti, kaj bi rad iz sebe naredil, in pač to je nekako dobra popotnica za nadaljnje življenje, ker si mogoče bolj osredotočen.